Napoleon Bonaparte, star 26 let, vojaška topničarska šola. Direktor je tega generala postavil na čelo Armée d'Italie, francoske armade, ki je šla na italijansko fronto. Bila je to vojska nezadovoljnih in slabo opremljenih vojakov, ki pa so se pod njegovim vodstvom smelo bojevali in premagovali močnejše in bolje organizirane nasprotnike. Italijanski bojni pohod se je začel leta 1796. Poln je epizod, ki jih je treba posredovati v zgodovini, kot je na primer ta odločni razglas samega generala. Vojaki, vlada vam dolguje veliko, a vam ne more dati ničesar. Popeljati vas hočem do najbolj rodovitnih ravnin na svetu. Imeli boste oblast nad bogatimi pokrajinami in velikimi mesti. Čakajo vas čast, slava in bogatstvo. Vam bo mar zmanjkalo poguma? Leto kasneje se je mladi Bonaparte lahko ponašal s kurikulumom veterana. Ta sloves si je prislužil z blestečimi zmagovalnimi pohodi, med katerimi je osvajal cele dežele in mesta. Pred njegovimi vojaki so se že umaknili Piemontezi, Avstrijci in vojaki papeške države. L'Armée d'Italie je štela tedaj 40 tisoč mož in je bila tik za petami cesarski vojski, ki se je ustalila ob Tilmentu, potem ko so jo Francozi porazili in zasledovali po vsej severni Italiji. Na začetku marca 1797 so Napoleonovi vojaki opazovali Furlansko nižino, Beneško ozemlje. Prizorišče prvega spopada, zgodovinske bitke pri Tilmentu, je bila plitvina čez reko na širokem ozemlju, nedaleč od kraja Valvazone. Tu, na desnem bregu, je Napoleon 16. marca ob 11. dopoldne prevzel pod svojo neposredno oblast vse rede francoske vojske. Topništvo je zavzelo položaj ob boku postrojitve, konjenico je postavil v oporo pehoti. Razne tiskovine in risbe iz tega obdobja nam prikazujejo bitko vedno le z francoskega zornega kota. V ospredju so Bonaparte in generali Goujet, Seruje in Bernadotte. Pred njimi lahko vidimo francosko vojsko v napadu, v ozadju so divizije nadvojvode Karla Habsburškega, ki po svoji številčnosti zaostajajo za francoskimi. Njihova naloga pa ni zaustavitev francoske vojske za vsako ceno, ampak le upočasnitev njenega prodiranja. Veliko popolnejšo sliko bojnega polja in postavitve obeh vojsk nam nudi ta velika maketa, na kateri je postavljenih 1200 majhnih vojakov v uniformah takratnega časa. Gre za res natančen prikaz, ki vsakemu od nas sproži prikaz dinamike boja, v katerem je izgubilo življenje preko 200 vojakov. Francozi so prekoračili reko in napadli na levem bregu. Zasedli vasi Gradišče in Goričica, Avstrijci pa so se umaknili proti vzhodu čez Kodrojpo. Vasi Pozzo je francoska vojska med svojim pohodom prizanesla. Spomin na ta dan nam izpričuje ta zaobljubljena podoba ali ex voto, kot ji pravimo, znak vdanosti Mariji, ki je prebivalce rešila pred nevarnostjo. Zvečer je bila zmaga francoske vojske popolna. Vojaki so se pripravljali na naslednje pohode. Napoleon pa se je v Valvazoneju nastanil v gradu. Pravijo, da je prespal v beli sobi. 25-letni nadvojvoda Karel Habsburški, brat avstrijskega cesarja Franca II., ni imel druge izbire in je odredil svojim četam umik do Trbiša. Tako je 18. marca zjutraj francoska vojska začela zasedbo vse dežele. Generala Murat in Bernadotte nista naletela na nikakršen odpor in sta zasedla utrjeno mesto Palmanova, ki je bilo po umiku Avstrijcev ponovno v rokah beneške garnizije. Skoraj istočasno je stopil viden general Baraguet d'Hier na čelu majhne vojaške enote. Nebo je bilo jasno, dan pa hladen. Vojaki so odkorakali do gradu, kjer se je francoski komandant srečal z namestnikom Alvizejem Močenigom. Na drugi strani je general Massena osvajal drugega za drugim mesteca Spilimbergo, San Daniele, Ozoppo in Humin.
V enem samem dnevu je bila vsa Furlanija v Napoleonovih rokah. S tem pa še ni bilo konec prvega italijanskega bojnega pohoda. Tedaj sem bil mlad. Videl sem, kako svet beži pod menoj in občutek sem imel, da me nekaj dviguje visoko. Tedaj sem bil mlad. Obzidje in utrdbe gradišča pričajo o utrjenosti mesteca, ki so ga zgradili Benečani ob koncu 15. stoletja kot branik svojih ozemelj pred Turki. Za Francoze je vse to predstavljalo nepričakovano oviro, ki so jo zelo podcenjevali. Bernardotove enote so 19. marca stale pred hudo preizkušnjo. Z obrambnih stolpov so nanje deževali topniški ogenj in streli iz avstrijskih pušk, same pa niso imele na razpolago lestev, po katerih bi se povzpele na vrh obzidja. Avstrijska garnizija je bila pripravljena braniti se do konca in ni popustila. Oblegance je prisilil predaji šele Napoleon, ko je pozno popoldne začel mestecu groziti s topovi, ki jih je dal namestiti na hrib svetega Mihaela. V gradišču se je Bonaparte nastanil pri baronih Delfin, v palači Delfin Patuna, kot danes pravimo palači, v ulici Čoti. Ta zemljevid iz tiste dobe nam prikazuje Gorico in njeno kmečko okolico. Mesto so Francozi osvojili 20. marca. Gre za odmeven dogodek, saj je bila Gorica prvo pomembno mesto Habsburškega cesarstva, ki je padlo v roke francoskih vojakov. Napoleon je prišel v mesto naslednjega dne. Da bi pomiril duhove, se je na Goričane obrnil s tem razglasom. Francosko vojsko pričakujete z neutemeljenim strahom. Nismo prišli, da bi vas osvojili ali vam spremenili običaje in vero. Francoska republika je prijateljica vseh narodov. V Gorici je Napoleon sestavil začasno vlado in se nastanil v Casa de Grazia, na vogalu med ulico Oberdan in Corzon Verdi. Šestindvajsetega marca je Bonaparte zapustil Gorico in se pridružil enotam generala Massene, ki so zasledovali Habsburško vojsko proti Trbižu in Avstriji. Istočasno sta na drugi fronti generala Murat in Dubois že dospela v Trst. V muzeju ustanove Scaramanga di Altomonte hranijo serijo akvarelov, ki prikazujejo francosko zasedbo Trsta od konca marca do začetka maja. Avtor je tedaj 24-letni arhitekt Pietro Nobile. V svojih delih pa nam prikazuje poskuse prebivalcev, da bi se z orožjem postavile v bran francoskim enotam, preden so te 24. marca prišle v mesto. Na območje ob kanalu so postavili celo top. V resnici pa je do osvojitve mesta prišlo brez spopadov, saj je na koncu le prevladal čut odgovornosti tedanjih javnih upraviteljev. Napoleon je dospel v Trst šele mesec dni kasneje, 29. aprila. Prišel je iz Ljubljane, kamor so se umaknili Avstrijci pred Bernadotom. Tu ga lahko vidimo, ko s svojim spremstvom prihaja na trg svetega Petra v bližino današnjega trga Zedinjenja Italije. Pietro Nobile je kasneje postal eden najvidnejših predstavnikov neoklasicizma. Njegove risbe pa predstavljajo pomemben doprinos k podoživljanju krajev in tedanje družbe. Napoleon je Trst zapustil že 30. aprila, saj je moral drugam zaradi novonastalih situacij prej politične kot vojaške narave. V tej palači, v ulici Pozzo del Mare, je torej kot gost grofov Brigido prespal eno samo noč. Zanimivo pričevanje o francoski zasedbi Trsta nam ponuja ta ex voto, ki ga hranijo v župnišču v Ricmanjih, vasi tržaške okolice. Oljnata slika neznanega avtorja prikazuje spopad, ki se je odvijal 14. aprila med Ricmanci in francoskimi vojaki. Strani so se sprle že dan prej, ker so vojaki oskrunili cerkev. Bil je Veliki petek in do bitke je prišlo na področju Katinare. Ricmanci so bili preprosti ljudje in kmetje, zato jim je na pomoč prišlo 300 hrvaških vojakov z Kraške planote. Francoze so premagali in odbili.
Medtem so potekali diplomatski razgovori in 18. aprila 1797 so v Leobnu v Avstriji na gradu v Ekenwaldu zapečatili predhodni Leobenski sporazum. Podpisali so ga Napoleon Bonaparte, grof Maximilian von Merveldt in don Marcio Mastrilli, markiz del Gallo. Podpis sporazuma je pomenil takojšnjo prekinitev sovražnosti med Francijo in Habsburškim cesarstvom. V prvih dneh maja sta Trst in Gorica ponovno prišla pod avstrijsko oblast. Francozi pa so se namestili na ozemlju, ki je nekoč pripadalo Beneški republiki. Te države je uradno konec 12. maja. Videm je postal glavno mesto pokrajine Patria del Friuli, ki ga je upravljala osrednja vlada pod nadzorom francoskih vojakov. Ti so kaj kmalu dosegli popolno sozvočje z odgovornimi za gospodarsko in socialno življenje. Svoboda in enakopravnost sta bili glavni značilnosti novega državnega aparata. Začele so se širiti nove ideje, povsod veje demokratični duh. Napoleon je bil medtem v Milanu. Navezoval je diplomatske stike, oddaleč je sledil razvoju mednarodnega položaja, utrjeval je svoj ugled. Na tej sliki ga vidimo, kako meseca julija pregleduje armado Francoske republike. Meseca avgusta je bilo že vse jasno. Države si želijo miru in Napoleon se vrne v Furlanijo. Iz zdravstvenih razlogov si je za rezidenco izbral vilo Manin v Passarjanu, kamor je dospel v nedeljo 27. avgusta. Le nekaj dni prej, 15. avgusta, je dopolnil 27 let. Nastanil se je v poletni rezidenci zadnjega beneškega doža. Napoleon je v vili Manin ostal skoraj 2 meseca, nastanil pa se je na levi strani častne dvorane. Joséphine Beauharnais je najprej ostala v Milanu in je prišla v Passarjano šele sredi septembra. Uradni sedež diplomatskih razgovorov je bil viden. V palači Antonini di Patriarcato je stanoval don Marcio Mastrilli, markiz del Gallo. Avstrijci so ga imenovali za svojega polnomočnega predstavnika zaradi njegovih velikih pogajalskih sposobnosti. V palači Florio, ki je danes popolnoma prenovljena, se je nastanila avstrijska delegacija, ki jo je vodil državni svetovalec grof Cobenzl, ki je bil tudi osebni cesarjev prijatelj. 11. oktobra je v knjižnici prišlo do zgodovinskega diplomatskega incidenta med Bonapartejem in Avstrijci, saj je Napoleon obdolžil predvsem grofa Cobenzla, da zavlačuje pogajanja. Hočete vojno? Dobro, naj bo. Ampak vedite, da bom pred koncem jeseni zdrobil vašo državo kot to porcelanasto vazo. Dragoceno vazo, ki se je razbila na 1000 koščkov, je grofu Cobenzlu podarila ruska cesarica Katarina Velika. Napoleon je zapustil zasedanje in diplomati so ga zaman poskušali zadržati. Vendar so si že vsi želeli miru. V glavni dvorani vile Manin so 17. oktobra 1797 podpisali sporazum, ki so ga kasneje poimenovali po mestu Campo Formido. Podobno kot države si tudi podpisi na pergamentu stojijo nasproti. Na eno stran so se podpisali markiz del Gallo, grof Cobenzl, grof Merveldt in baron Degelman. Na drugi pa je le en priimek: Bonaparte, krepko in mastno podčrtan. Kot so se tajno že domenili v Leobnu, je Francija dobila ozemlja na levem bregu Rena, od Baslja do Severnega morja, Belgijo in utrjeno mesto Magonca. Avstrija je zasedla Veneto, Istro in Dalmacijo ter priznala Cisalpinsko republiko, ki jo je Napoleon podredil francoski oblasti. Naslednjega dne so v dvoranah palače Antonini v Napoleonovi prisotnosti proslavljali doseženi sporazum.
Zdravico so pili tudi v tej dvorani, ki so jo nekaj let kasneje olepšali in je postala taka, kot jo vidimo danes, da bi čim bolj slovesno lahko sprejeli Napoleona Bonaparteja, cesarja Francozov. V vrtincu teh dogodkov si je mestece Campo Formido zavedno prislužilo mesto v zgodovini. Ker je bilo čisto po naključju enako oddaljeno od obeh mogočnih armad, so ga izbrali za uradni sedež dogovora. Šlo je za politično gesto, sad, kot se velikokrat zgodi, številnih kompromisov, ki je pa vendarle nastala v želji po miru. V nedeljo 22. oktobra je Napoleon s svojim spremstvom zapustil Vilo Manin v Passarjanu in se vrnil v Francijo. Prvega italijanskega pohoda je bilo konec. Na podlagi sporazuma iz Campo Formida so se z januarjem Avstrijci začeli vračati v Furlanijo. V Trst in Gorico so se vrnili že prej.